Na 1630 metrih nad Pokljuško planoto stoji Blejska koča na Lipanci. Priljubljena točka tako za domačine kot tudi za turiste je že od leta 1978 v lasti Planinskega društva Bled. Društvo skrbi za kar 160 km poti na tem območju in zagotavlja, da se popotniki znova in znova radi vračajo v naše kraje. Pot iz Pokljuke pa do vrha je prijetna in nezahtevna, zato ni čudno, da letni obisk Blejske koče šteje več kot 25.000 obiskovalcev. Radi pridejo tako otroci kot tudi družine in starejši, nekaterim pa predstavlja izhodiščno točko za višje pohode, kot so Debela peč, Lipanški vrh, Marešce in Viševnik. Že več kot 18 let za kočo skrbi Jože Tomc z ženo Mileno. Sicer po rodu Ljubljančan je že dolgo nazaj svoje srce pustil na Gorenjskem, kjer neskončno uživa v objemu narave in druženju z gosti. Največ obiska imajo v poletnih in začetnih jesenskih mesecih ter v toplih sončnih vikendih. Takrat oskrbovanje koče poteka skoraj vsak dan. V kopnih razmerah je oskrbovanje s terenskim avtom prav do koče. V zimskem času je oskrbovanje, do kamer se da pripeljati s terenskim avtom, potem je nošnja robe do koče. Vsako leto pa je zadnja nedelja v mesecu avgustu namenjena tradicionalnem srečanju blejskih planincev, ki ga organizira Planinsko društvo Bled. Organiziramo se tako, da dodatno zaprosimo člane družine, da nam pridejo pomagati. In vsa stvar poteka tako, kakor je treba. Zdaj jo najbrž že čisto obvladate. Ja, v glavnem ja. Tako da je veselo, prijetno in da smo vsi zadovoljni. Gosti in mi. Ta dan tudi vreme ne odigra te vloge, tako da se nam nazbere par sto. Jože je v svojem dolgoletnem službovanju doživel kar nekaj zanimivih dogodkov. Od prijateljstva s krokarjem do skoraj udomačenega lisjaka, pa vse do nenavadnega izginotja. En takih dogodkov, ali prijetnih ali neprijetnih, se mi je zgodil leta 2009, meseca decembra, po večdnevnem sneženju. Sem ne, da bi v vestu ženo odšel mehen pregledati pogoje za naslednji dan, če bo kakšen od pohodnikov prišel. Med tem časom, ko mene ni bilo v koči, se je sneg, kateri se je nabral na strehi koče, vsul iz strehe. Žena, vsa preplašena, leti ven in mene ni nikjer. In je po nekem minutnem iskanju, ki je ugotovila, da me ni, jaz sem šel seveda od koče proti izhodiščnim točkam, je sprožila akcijo reševanja, ker je bila trdno prepričana, da je ta sneg, ki je izletel iz koče, iz strehe, da je mene pokopal. Po uri, 2 urah se jaz vrnem v kočo in dobim ženo pred kočo, kako odmetava sneg. In ko mene zagleda, da grem iz doline proti koči, je doživela drugi šok. Tako da sem rabil kar nekaj časa, da sem ugotovil, kaj je narobe. In ko mi objasni, s tem, da je tudi sprožila akcijo iskanja, mi je bila prva misel, da sem tekel na telefon. Sem najprej v vestu postajo milice na Bledu, da je z mano vse v redu, in potem še gorska reševalna službe iz Radovljice, ki so bili pa že na poti proti Blejski koči.
Izjemna narava je kriva, da se je planinstvo na tem območju razvilo v bogato tradicijo. Planinsko društvo Bled je bilo ustanovljeno že leta 1949 in še danes uspešno združuje več kot 320 članov skupaj s planinskim podmladkom, ki so znani pod imenom Blejski kozorogi. Vsako leto pravimo 8 do 10 izletov, ki jih pač lovimo v sobotah v lepem vremenu. Zelo pomembno je pa tudi, da organiziramo tabore. Zadnja leta skupaj z osnovno šolo Gorje. Recimo smo bili na Komni, 2-krat na Zelenici in preko teh taborov opravljamo malo planinsko šolo. To je zelo pomembno, kajti učenci sodelujejo tudi na tekmovanju Mladina in Gore. Letos je že 80 članov planinskega društva Bled, otrok, mladincev. Seveda to pripomore tudi to, da so izleti za otroke popolnoma brezplačni. Planinsko društvo krije vse stroške prevozov, tako da je množičnost kar velika. Krožek deluje tudi na podružnicah v Ribnem in na Bohinjski Beli. Predsednik Janez Petkoš društvo skupaj z ostalimi člani vodi že 39 let. To društvo je materialno dobro, zdravo. Imamo srečo, da smo imeli dobrega predhodnika, da smo to znali ovrednotiti, da smo kočo dober, rekel, da jo dobro oskrbujemo, vzdržujemo. V društvu delujeta upravni in nadzorni odbor ter različni odseki. Kot smo že prej rekli, vodniški odsek, odsek za pota, pa gospodarsko komisijo. Odsek za pota skrbi, da so vsa ta naša pota redno vzdrževana, očiščena. Društvo se financira iz prihodkov Blejske koče ter gostinskega objekta Murka, ki je prav tako v njihovi lasti. Murka nam daje 15.000 na let čistega dohodka. To nekaj je. Člani pa delujejo v bistvu v društvu prostovoljno, kaj ne? Ja, tako je, prostovoljno, ampak za neke nagrade morajo biti. Pa seveda za vodnike in za pa za tek na potah dela, ampak to so simbolične nagrade, to je tiste dnevanca. Mi vse izlete za šolsko mladino financiramo. Praktično imajo otroci brezplačen prevoz. In to zaradi tega, da ne bi kdo bil prikrajšan, da dajemo vse možnost. Tudi pri odraslih krijemo vsaj 1/3 prevoznih stroškov. Tako da mislim, da društvo nekaj daje članstvu. Uspešno sodelujejo tudi z drugimi društvi in Planinsko zvezo Slovenije. Njihov najbolj pomemben dogodek pa je zagotovo srečanje blejskih oziroma, kot sami radi rečejo, kar gorenjskih planincev. Praktično vedno je bil zraven tudi kultura. Jaz osebno smatram, da je bolj pomembno, da človek zaužije kulturo, ker duhovna hrana je za mene bolj pomembna kot pa klobase, po domače povedano. In mislim, da ta druženja, ker smisel vsega je druženje. V Planinskem društvu Bled člani rastejo skupaj z njim in se držijo načela. Človek mora dobiti navdih, ker navdih, da se cilj k poti, je pa v bistvu potem kaži pot. V Planinskem društvu Bled člani že od samega začetka rastejo skupaj z njim. Vodi jih namreč začrtana vizija, ki jo želijo predati tudi naslednjim generacijam in s tem postaviti temelje ter zaupanje. 2 stvari, ki sta nujno potrebni pri vodenju takšne dejavnosti.